Mi nadaljujemo s tem zgledom, ki smo ga začeli. In sicer v drugi točki piše, da dajmo narisati diagram električne poljske jakosti v odvisnosti od oddaljenosti od lupin. Mi smo zdaj določili, koliko je naboj, in s tem, ko poznamo naboj, lahko določimo tudi, koliko je električna poljska jakost v poljubni točki. Zdaj jaz bi omenil, da bomo imeli v ta namen na razpolago diagram, ki je, bi rekel, kar se tiče koordinat predpripravljen v delovnem zvezku. Vi si ga lahko tudi narišete, tukaj spodaj je radi in tukaj je električna poljska jakost. Potem sta pa tukaj dve drugače šrafirani črti, tole 10 nam označuje notranji radij in tole 50 nam označuje zunanji radij. Zdaj, da bi bilo kar čim bolj jasno, bi jaz predlagal, da vam v pomoč tudi narišem tole zadevo, kar neposredno semle. Se pravi, bi takole najprej narisal, malo bom zbrisal, pa bomo po potrebi še kaj dodali. Takole. In sicer, lejte, naj bo tole takole središče. In naj bo tole, mogoče malo podaljšam, upam, da se še vidi, tole tule spodaj naj bo ro. Potem imamo pa tukajle tehle 10 milimetrov in pa tole tule tehle 50 milimetrov. In dve stvari vemo. Vemo, koliko je električno polje znotraj, če gremo pod tehle 10 milimetrov, smo napisali, da je električno polje 0. Tule sem zapisal. Izven koaksialnega kabla zunaj, v zunanjosti, sem pa tudi napisal, da je električno polje enako 0. Pa bom tudi to narisal. Lejte, z rdečo barvo rišem. Se pravi, tisti ta zanimiv del je tukaj le vmes. In tega bomo pa zračunali. Ste mi sledili? Ja. Ok. Takole. Zdaj bi pa v ta namen, to se pravi, če si pogledamo na tale graf, ki ga imamo tukaj pred sabo, vidimo, da so za nas zanimive točke 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 pa 50. Okay? In bi predlagal, da se, zato da ne bi na roke izračunavali vrednosti, poslužimo nekega ustreznega matematičnega programa. Zadnjič ste me zaprosili, da bi mogoče uporabili MATLAB. Okay? Dajmo se torej vrniti v tale naš Zoom. Takole. Evo, pa pojdimo po vrsti. Dajmo najprej vpisati podatke. To se pravi, to, kar moramo mi izračunati, moramo mi pravzaprav izračunati tole enačbo, ki jo imamo tukaj pripravljeno v vseh tehle točkah,
in na podlagi tega izrisati graf za tele točke tukaj vmes, kar bo pač rezultat tega. Se pravi, ves čas imamo v igri Q, za katerega bi kar napisali, da je enako. Zdaj boste pa vi povedali, koliko smo ga zračunali, upam, da smo prav zračunali 0,7 krat 10 na minus 600. Zdaj bi vas najprej vprašal, glede na to, da ste predlagali MATLAB, če ga tudi ostali mogoče imate pri sebi. Ali pa kakšen podoben program. Ali boste samo meni zaupali? Po mojem lahko vam zaupamo, tisti, ki pa imamo, se verjetno je Wolfram matematika podobno, ne? Ja, lahko Wolfram matematiko, lahko Excel. Jaz sem zadnjič rekel, da pač lahko Excel, ker vem, da ga vsi imamo. Sam ste rekli, da bi raje MATLAB, ker ga boste še uporabljali. Ja, no, sej. Tako da, posod je po moje isto. Ok. Prav. Potem 2 pa pi pa epsilon nič. Ali smo epsilon nič še zapisati? Ok. Zdaj, kar se tiče ro, to je pa radi, bi pa vzeli polje in sicer takole. Torej 10, 15 in zdaj bi nametali vrednosti. 20, vem, da brez vede tisto 0 pišem, ampak samo zaradi estetike to počnem. 30, 35, 40, 45, 50. Ok. To so zdaj radi, pri katerih nas zanima, da bi izračunali to enačbo z E. In lahko rečemo, E je, zdaj bomo šli pa kar zapisati izraz, Q deljeno z oklepaj 2 krat pi krat epsilon nič, pa pika deljeno z ro, ker moramo za vsako vrednost posebej. Evo, in tole smo dobili. Zdaj dajmo pa kar izrisati plot. Ro pa E. Takole. Zdaj, a vidite to sliko? Ne, a ne? Ok. Bomo še to zašerali. Takole. Ta prva stvar, na katero bi vas opozoril, je, da imamo tukaj vrednosti, ki ne gre od nič, ampak od 0,01, to pomeni od 10 pa do 50. Okay. In to sovpada ravno s tem področjem, ki ga mi tukaj imamo. Se pravi, 12 krat 10 na 5 pomeni
1200, se pravi malo čez 1200. Pa tukaj bom narisal, da je tole električna poljska jakost v kilovoltih na meter. In tule na koncu lahko preverim, imamo, torej 1200, tam na koncu je pa pol 251. Se pravi, tle na koncu je 251 in takole nam upada po funkciji 1 za x, v našem primeru 1 z rho. Ali pa mogoče celo napišem neka konstanta krat 1 z rho. Takole. Glejte, in smo že določili, kakšna je električna poljska jakost tukaj le vmes. Bližje, ko smo, večja je vrednost. Kar je logično, se vidimo, da so tele puščice bližje skupaj. Dlje, ko gremo stran, na to stran, to se pravi bolj ob rob, vidimo, da so te puščice bolj narazen. Se pravi, imamo takle graf, pri katerem je po mojem prav, da razumemo, da je zunaj nula, da je znotraj nula. Zdaj, kakšen bo vprašal morda, koliko je pa vrednost točno na meji, jaz lahko samo odgovorim, ne bom pa izpeljeval, ravno polovica te vrednosti je. Ampak to ni za nas pomembno. Se pravi, mi smo zdaj narisali tale graf z uporabo ustreznega matematičnega orodja. Ok. Dajmo se vrniti. Prav. Zdaj gremo pa na našo naslednjo točko v navodilih. Ki pravi, pod tretjo točko izračunajte in narišite diagram potenciala v odvisnosti od oddaljenosti do osi lupin. Ok, se pravi, ponovno moramo narisati nek graf, ga bomo ponovno skupaj narisali. Mogoče samo toliko, da vam pokažem, da imamo tudi tukaj vnaprej pripravljen takle diagram. Ok? In bomo najprej naredili izračun, potem bomo pa določili še ta diagram. Ok. Da bi izračunali potencial, to se pravi to, kar smo tukaj naredili, bom napisal, da je bila to druga točka. Ok. Moram majčkeno pobrisati, ne bi pa rad preveč pobrisal, zato ker nam bo nekaj stvari prišlo še prav. Takole. Se pravi, zdaj smo pri tretji točki. Da bi izračunali potencial, nekje tule vmes, bom kar vzel drugo barvo, vijolično. Recimo, da se nahajamo v tejle točki v. In če se spomnite, prej sem rekel, da določimo v, moramo integrirati od neke referenčne točke. V našem primeru je referenčna točka lahko tale ozemljen zunanji del. To smo se prej pogovarjali. Rekli smo, da imamo ozemljenega. In če bom integriral od tukaj zunaj,
pa do tele točke, električno polje, bom dobil potencial. To se pravi, enačba je zelo podobna tej za napetost, samo meje moram pravilno določiti. Okay? Se pravi, takole bom zapisal. Potencial pri nekem poljubnem radiju v odro, lahko rečem, da je tole ta poljuben radij, rho, tako kot sem ga tle označil. Potencial pri tem poljubnem radiju je enako integralu E d rho. To se pravi, v bistvu ista enačba, integrirati moram pa od tega radija rho do neke zunanje meje. To se pravi, od radija rho do rho 2. In če tole ostavim noter, dobim čisto isto enačbo, ki smo si jo že prej pripravili. Q ulomljeno z 2 pi epsilon nič krat naravni logaritem rho 2 deljeno z rho. Zdaj pa mi lahko spet razmišljanje enako naredimo kot prej. Mi s pomočjo matematičnega orodja izračunamo, koliko bo potencial za različne roje. Dajmo torej uporabiti spet MATLAB, da bi preračunali tale izraz in bomo s tem tudi preverili, če smo tole prav naredili. Ok. Mi imamo zdaj v bistvu že kar veliko stvari pripravljenih in moram samo napisati. Potencial je enako Q deljeno z oklepaj 2 krat pi krat epsilon nič. Takole. Krat. Tle bi imeli pa mogoče lahko kakšno težavo. Z dvema zadevama najprej moramo. Ok, samo sekundo. Dajmo najprej preizkusiti. Tole bom jaz samo malo si shranil. Najprej dajmo zračunati oziroma pogledati, kako v MATLABu naravni logaritem označimo. Torej, v MATLABu kot orodju se za naravni logaritem, tisto, kar mi pišemo LN, v principu uporablja log. In zdaj bi probali mogoče par stvari narediti. In sicer, dajmo najprej definirati rho 2, za katerega vemo, da je 50 mm. To se pravi, rho 2 je 50 krat 10 na minus tretjo. Ok, to je prva stvar. Dajmo zdaj določiti ta količnik rho 2 deljeno z rho. To se pravi, rho 2 pika deljeno z rho. Da vidimo, kako nam bo to šlo. Evo, to se pravi, imamo ta količnik in to se nam lepo zračuna. Ok. Zdaj dajmo pa še logaritem tega. Torej, log od rho 2 pika deljeno z rho. Evo, to so pa zdaj logaritmi. Super, to nam je šlo tudi v redu. In zdaj dajmo cel izraz zapisati. V je Q deljeno z 2 pi epsilon nič, to je tale izraz, lejte tlele. Q deljeno z 2 pi epsilon nič, logaritem rho 2 proti rho. To se pravi, zapišem krat log, tole, kar smo si pripravili, od oklepaj
ρ2 deljeno z ρ. Takole. Okay. In zdaj, če pogledamo vrednosti, vidimo, da je tale 2 krat 10 na četrto, to se pravi 20 kV. Ta zadnji je nič, kar je dejansko tudi res, isto vse ostalo, kar je napaka. To se pravi, potencial tegale je 20 kV, potencial tegale je nič. Tako da jaz bi predlagal, da podobno kot prej, jaz tukaj spet narišem takole, pa rečem, tole je ρ, tole je potencial. Potencial V. In tukaj dol potegnem tele meje, to je 10 mm, in tole mejo, to je 50, to se pravi 10 in 50. Okay. Prva stvar, ki jo lahko povemo, je, da je zunaj ozemljeno in da je tale nič. In tudi vse zunaj je nič. Bom kar takole narisal. Druga stvar, ki jo vemo, je, da je tale 20 kV in da je vse tole na 20 kV. Zdaj moramo pa samo še narisati tle vmes. To bom pa tako naredil kot prej, da bom kar rekel plot, oklepaj ρ, vejica V. Pa bomo dobili graf, ki ga bom podelil z vami. Okay. Spet bi vas opozoril, lejte, tale graf se mi začne pri 0,01, konča pri 0,05, to se pravi, v bistvu je graf tega tle vmes. In tole je tale logaritemska funkcija, upadajoč logaritem. In tisto, kar bi vas pa opozoril, tukaj noter, ker je to kovina, je pa potencial v katerikoli točki tudi 20 kV. To je drugače kot prej. Evo, in dobili smo graf potenciala, ki smo ga zdaj z računalnikom izrisali s pomočjo te enačbe. Takole. Vračamo se na navodila. Evo. In zdaj nas sprašuje, kakšna je ploskovna gostota naboja na manjši lupini, to se pravi na žili, in pa na večji lupini, to je na plašču. Ok. Dajmo to določiti. To se pravi, zanima nas, kakšna je ploskovna gostota naboja. Najprej bi vas spomnil, da smo prejšnjič povedali, da je ploskovna gostota sigma in temu bi rekli sigma 1, ker je tole radi 1. Temule, tukajle, bi pa rekli sigma 2. Ker je tole zunaj, radi je 2. Ok. Dajmo en razmislek narediti, zato da bi na čim enostavnejši način prišli do teh dveh nabojev. Pa bi mogoče takole rekel. Mi poznamo zdaj premij naboj. Pri premijnem naboju si predstavljamo, kot da je tole tanka žica.
In če je ta žica dolžine L, potem je celoten naboj Q enako mali Q krat L. Ok? To smo zadnjič povedali, ne? Da je primi naboj mali Q naboj deljeno z dolžino. Drug razmislek, ali pa če hočete primerjava, pa je, da rečem, da je tole val. Takole. Zdaj, ta val si lahko zaradi mene predstavljamo takole kot en tak val. Ma radi, torej radi, in pa ima dolžino. Ta dolžina ne bo ista kot ta žica. To se pravi, če rečem, da je tale dolžina valja L, in če rečem, pa rečemo, da najprej notranjega gledamo, da je tole ρ1, tale val. Bom kar napisal ρ1 in rečemo, da je tole potem gor sigma. Sigma 1 pol v tem primeru, je tako. Potem lahko zaključim, da je naboj, pa bom tukaj spodaj pisal, je sigma krat površina tega valja. Dajmo jo z S označiti. Ploščina, površina tega valja. Kako pa zračunamo ploščino tega valja, če poznamo radi tega valja in pa dolžino? Kako zračunamo? Za val. Koliko je plašč valja? Obseg tega valja 2pi ρ1 krat dolžina tega valja. In mi lahko ta del enačbe, ki ga imamo tukajle, in ta del enačbe, ki ga imamo tukajle, izenačimo. To je samo na drug način zapisan naboj, ki je tukaj gor. In lahko zapišem, da je Q krat L enako sigma 1 krat 2 krat pi krat ρ1 krat L. In če ta L pokrajšam, lahko rečemo, da je sigma 1 enako Q ulomljeno 2 krat pi krat notranji radij. Tako smo zračunali sigmo na notranji strani. Če hočemo sigma na zunanji strani, sploh ne bomo nič izpeljevali, ampak samo napišemo, da je to Q ulomljeno z 2 pi krat radij ρ2. Pa še na nekaj vas moram opozoriti, kakšnega predznaka smo rekli, da je naboj tukaj zunaj, da sem ga risal, ne? Da je zunaj negativen naboj. Evo, zdaj sem obe enačbi vam zapisal. In vse, kar moramo narediti, je vzeti spet računalnik in te dve enačbi izračunati. Kalkulator in dajmo izračunati, koliko sta te dve sigmi znotraj in pa zunaj. Čakam na rezultate. Q poznamo, 2pi vemo, koliko je,
Radij ρ1 vemo, da je 10 mm, dajte to v osnovne enote in pa po drugi strani spet minus Q, vemo, koliko je 2pi, vemo, koliko je ρ2, vemo, da je 50 mm. Dajte to v osnovne enote in to je to. Gre? A ima kdo kakšno vprašanje, da pomagam? Ok, David ima že en odgovor. Super, zdaj se vsipajo, ja, bravo. Prva stvar je, po mojem, sigma 1, 11 mikrokolonov na kvadratni meter. In to bi vas popravil. 11 mikrokolonov na kvadratni, to pišete, 11 mikrokolonov na kvadratni meter. V redu. In sigma 2 je seveda 5-krat manj, pa še negativen predznak, minus 2,2 mikrokolona na kvadratni meter. Ok. Te dva rezultata vidim, da ste tudi napisali. Peter, hvala. Super. Kaj pa ostali? A počakamo še koga? Če ne bi mogoče rad naslovil 5. vprašanje. Kje in kolikšna je največja in pa najmanjša absolutna vrednost električne poljske jakosti v prostoru med lupinama? Ok, dajmo najprej inženirsko pogledati. Če se vrnem samo na skico, smo rekli, tam, kjer so silnice polja najgostejše, to je tukaj. To se pravi, tik ob žili je največje polje. Kje je najmanjše? Tukajle, tik ob plašču, kjer so silnice najbolj narazen. Ok? In koliko sta zdaj vrednosti polja v enem in drugem primeru? A smo mi to že izračunali, ker smo graf risali, ne? Dajmo zgolj odpreti naš MATLAB, kjer imamo vse pripravljeno. Evo, če pokličem še enkrat E, ali pa mogoče najprej še RO, takole, vidimo, da je največje polje tukajle. Pri najmanjšem radiju je polje največje. In ga bomo tudi napisali. Tole bom mogoče zbrisal in bom rekel, maksimalno polje je pri 10 mm. Vrednost maksimalnega polja, pa grem prečitati, piše 1,26 krat 10 na 6. 1260 kilovoltov na meter. To smo tudi na grafu to točko narisali. Torej, to je tule. Pardon, tule. Rho, najmanjše polje znotraj, je pri največjem radiju. 0,5, to se pravi 50 mm. E minimalno, grem spet prebrati na računalnik, je, ampak mislim, da smo prej rekli 252
kilovoltov na meter. Takole. Ste tudi vi prebrali te rezultate, tlele ven? To se pravi, najmanjša vrednost, če pogledamo izmed teh vrednosti, in pa največja vrednost izmed teh vrednosti. Ok. Zdaj imamo pa samo še 6. točko, ki pa pravi, kakšne oblike je ekvipotencialna ploskva in kolikšen je polmer, če govorim o 5 kilovoltih. Ok. Bomo to tudi znali določiti. Najprej, če se spomnite, že prej sem namigoval o ekvipotencialnih ploskvah in sem rekel, da ekvipotencialne ploskve tle so koncentrični valji. Mogoče bi kar narisal takole, eno ekvipotencialko skozi to točko, ki sem jo tam ne izbral. To se pravi, vse te točke so enako oddaljene in vse te točke imajo isti potencial. Še eno bom narisal. Tudi vse te točke so enako oddaljene in tudi vse te točke imajo enak potencial. Ok, prva stvar, ki bi vas je spet opozoril, je, da je pravi kot med električnim poljem in pa ekvipotencialko. To, kar smo prej ugotovili, velja tudi zdaj. Zmeraj imamo tukaj vmes pravi kot. Ok? In druga stvar, zdaj nas sprašuje, koliko je radij te, ki je 5 kilovoltov. Se pravi, rečemo 5 kilovoltov, koliko je ta radij za 5 kilovoltov. Jaz bi vzel kar enačbo, ki jo imamo že prištimano. In sicer tole enačbo za potencial. In dajmo reči, da je 5 kilovoltov potencial pri ρ5. Smo ga označili, prav? In dajmo tukaj not ustaviti Q deljeno z 2pi epsilon nič krat naravni logaritem ρ2 deljeno z tem 5 kilovoltnim radijem. Bomo mu rekli kar ρ5. Ok. A smo mi sposobni iz te enačbe, kjer poznamo tole, tole in tole, ven potegniti, koliko je tale ρ5? Tole je kar malo, bi rekel, taka matematično zahtevna stvar, ne? Dajmo najprej reči, da tole nesemo čez, to se pravi, pišemo samo naravni logaritem ρ2 proti ρ5 je enako 2pi epsilon nič, pa tale potencial, ki je 5 kilovoltov, deljeno s tem nabojem Q. To se pravi, to sem nesel sem gor, to sem nesel sem dol, ta logaritem nam pa ostane. Zdaj, da bi tole ven potegnili, moramo antilogaritmirati. To pa pomeni, da lahko rečemo E na tale ulomek, pa tale logaritem damo stran. Mi sledite? Ok, in če hočemo tale ρ5 ven dobiti, moramo zapisati ρ5 je enako, tega nesemo sem, torej ρ2 deljeno z E, eksponenta, ne? Torej naravn 2 krat pi krat epsilon nič krat, kar za potencial napisal noter 5 kilovoltov, deljeno s tem nabojem, za katerega vemo, da je, koliko smo rekli, če se prav spomnim, 0,7 mikrokulonov na meter. Upam, da sem si prav zapomnil. Takole. Se pravi, ρ2 je 50 milimetrov, E
je pač naravna osnova, 2pi epsilon nič krat 5000, deljeno z 0,7 krat 10 na minus 6. A sem si prav zapomnil, da je tole 0,7 krat 10 na minus 6? Bom pogledal samo tlele, če imamo kaj napisan. Ja, sem si prav zapomnil. Ja. Ok. Bo šlo? Evo, čakam vaše odgovore. Torej, odgovor na prvi del vprašanja, kakšne oblike je odgovor, da je val, ne? Se pa tudi jaz lotil računati. Wow, eni ste že izračunali. Bravo. Bravo. Sam še jaz bi izračunal red. Štiriintrideset je izgleda pravi rezultat. To, kar mene žalosti, pa je, da ga jaz zdaj tlele nisem dobil. Kako ste ga pa vi dobili? Čakajte, dajmo najprej to razčistiti. 34.
2. Ok, jaz sem se zvedel nekje zmotil. V redu. To se pravi, polmer te ekvipotencialke je torej val z radijem 34 mm. Dobro, jaz predlagam, da naredimo pauzo, potem pa nadaljujemo.